Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. Če bi jaz zdajle pozabila, kako se moram predstaviti in kako vas moram pozdraviti, in bi se mi to dogajalo dokaj pogosto, bi moji kolegi že začeli govoriti o moji pozabljivosti. Pozabljivost pa je lahko tudi že demenca, že en del demence. In prav o demenci bomo danes spregovorili, zato smo v studio povabili gostje, in sicer gospod Zdenko Čebašek Travnik, psihiatrinjo in nekdanjo predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, gospod Štefanijo Lukić Zlobec, predsednico Združenja Spominčica, in gospod Nino Dovšak, prav tako članico Združenja Spominčica. Demenca je kronična, napredujoča bolezen možganov. Kaže se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. V Sloveniji prizadene že vsakega šestega starejšega od 80 let. Za začetek, gospa Čebašek Travnik, kako ste vi prvič se soočili z demenco, po strokovni ali po osebni plati? Ja, po osebni plati, tako kot dosti drugih ljudi, sem imela osebo z demenco v družini. Po strokovni plati sem se pa srečevala predvsem kot sodna izvedenka, ko je bilo treba ocenjevati, ali je oseba, ki je neko dejanje naredila ali nekaj podpisala, v tistem trenutku bila sposobna pravilno se odločati. In kasneje, ko sem ocenjevala, ali je osebi potrebno določiti skrbnika. Torej, srečevala sem se z demenco na različnih nivojih, od osebnega do strokovnega, in seveda srečevala sem se tudi v okviru Spominčice, kjer delujem pač kot članica strokovnega sveta in pripravljam različna predavanja in sodelujem v projektih. Tako da je, bom rekla, zadnje moje obdobje življenja nekako povezano s Spominčico in spominom in tudi z demenco. Rekli ste, da ste z demenco srečevali na različnih nivojih. Kaj pa je mogoče skupno tem srečanjem z demenco na različnih nivojih? Kaj ta srečanja z demenco povezuje? Kakšne so asociacije, na katere pomislite? V bistvu je zelo malo skupnega, ker se iz vsake situacije se dogajajo različne stvari. Seveda v osebnem odnosu v družini se kaže na en način, v odnosu zdravnik-pacient na drug način in seveda kot sodni izvedenec spet na tretji. Tako da skupnih lastnosti pravzaprav ni, tudi če bi šla po knjigi pa po znakih, ne bi mogla tako povezati, da bi rekla, to je pa značilno za vse. Gospod Dovšak, vi ste imeli osebno zgodbo srečanja z demenco, dokaj trpko izkušnjo, se že vnaprej zahvaljujem, če ste nam jo pripravljeni na kratko orisati. Ja, to je pač eden od nivojev je, če imaš nekoga v familiji z demenco. Moj mož je zelo mlad zbolel. Star je bil 55 let, ne? Ja. To je jasno, da je za demenco zelo mlad. Takrat verjetno nihče ni pomislil, da je to demenca. Ne. Začel se je, mislim, drugače obnašati, biti prepirljiv, biti zadirčen, tudi v službi so rekli, kaj se pa z njim dogaja, nikoli ni nikogar nadrl, zdaj pa se obnaša drugače. Midva sva se tudi dosti kregala. To so bili taki prvi znaki, ki nihče od nas ni vedel, kaj je. Koliko časa je pa minilo od teh prvih znakov pa do tega, da ste vi ugotovili, kaj je? Kar ene par let. Ne vem zdaj več točno koliko, ampak kar ene par let. V tistem času, tega je 20 let nazaj, ne? Gospod Čebašek, je to normalno, da traja par let, preden se ugotovi, da gre v resnici za demenco? Tako se zgodi v večini primerov. Je pa res, da s tem, ko se med zdravniki, pa seveda tudi med splošno populacijo znanje o demenci veča, se ta doba postopoma krajša. Ampak še vedno jo merimo v letih. Ko ste pa vi ugotovili, da gre za demenco, je bilo potem življenje
s tem vidikom seveda bistveno lažje, da veste, zakaj gre. Lažje ni bilo nikoli. Samo da veste, da imate diagnozo, ne samo v tem kontekstu sem mislila, ampak seveda... Lažje ni, ker ta diagnoza, sem pa že jaz tudi vedela, kaj je to, da to ni kaj zelo lušnega. Je pa, recimo, moj mož ni bil, vsaj kolikor jaz sem ga videla, ni bil šokiran od te diagnoze in tudi ni nič skrival. On je vsakmu, ki ga je hotel poslušati, rekel, da ima Alzheimerja. Je pa, kako sem jaz opažala. Jaz sem opazila, ko smo bila v Ameriki, in bi moral imeti eno predavanje, pa sem rekla, če grem lahko ga poslušati, pa je rekel, ja, lahko greš poslušati, ampak jaz ne bom imel predavanja. Sem rekla, zakaj pa ne, si se pa matru. Pa sem videla, da je pripravljal to predavanje. Ne, sem ga predaval mlajšemu kolegu in rekel, jaz ne znam več angleščine. Lahko še jaz tukaj dodam. Seveda, gospod. No, jaz imam podobno zgodbo, zato kar takoj na začetku. Da se upravičujem, vaju so te zgodbe tudi združile nekako, ne? Videli ste se tudi našli preko tega zgodbe. Tako smo se vsi našli in tudi Zdenka se je tako pridružila. No, pri nas je bila situacija, da je tako rečem še bolj neverjetna, oziroma da je mož zbolel še, ko je imel manj kot 50 let. To se je dogajalo tam okoli leta 2000, ko se o demenci ni vedlo praktično nič, niti v Sloveniji, niti okoli po svetu. Ti znaki se pokažejo, tako kot je Nina rekla, da sploh ne pomisliš, da gre za bolezen, ker se redko pojavljajo, se pa seveda nažalost stopnjujejo. No, kakvi so bili ti znaki v vašem primeru? No, pri nas je še tako, da je bil mož v parlamentu poslanec, da je bil pred očmi javnosti in se je tam prej opazilo kot doma. On tam je postal neaktiven. Prej je bil zelo, zelo aktiven v prejšnjih mandatih, ki jih je imel. Tam je pa modro sedel in molčal in gledal. Ne? Tako da so bili kolegi na njega ne preveč zadovoljni, ker so pričakovali, da bo reagiral tako, kot je znal in se je pričakovalo. Tako da je bilo zelo čudno. Oni se vedensko, karakterno spremenijo, postajajo drugačni. V začetku so pa ti znaki, da ne moreš nič reči. In seveda potem jaz sem vseeno šla k zdravniku, so ga pogledali, ampak so rekli, da pravzaprav mu nič ni, ker je imel takrat 51 let. Tako da do diagnoze smo mi čakali 5 let. Ne čakali. Trajalo je to, kot je rekla Nina, zdaj je to že boljše, ampak je v začetku res to bolezen težko ujeti, zato pa mi kot spominčica in vsi, ki delamo, ponavljamo te prve znake, kako pomembno je, ker vedno več ljudi zboli, tudi mlajših, ki so v službi, in zato je prav, da kolegi pomislijo, ko človek ne zna več dobro govoriti, se malo mu zatika, postane manj aktiven, ne dela tako kot prej, da pomisliš, da je človek morda da ima demenco, da je bolan in da se gre čim prej k zdravniku, da se ugotovi in postavi diagnoza. Ker je mnogo lažje, ko imaš diagnozo, lažje je v tem smislu, da potem dobiš informacije in veš, kako se obnašati. Je grozno, ko dobiš tako diagnozo, ampak je vseeno bolje, da veš, kjera bolezen je, kot da tavaš v tem in ne veš. Zame je bilo najhujše do diagnoze. Ko nisi vedel, kaj je, si mislil, ja, dali mu bodo morda končno tableto ali zdravilo in bo tak kot prej. Vendar se to ni zgodilo. Ko pa dobiš diagnozo, veš, da je pač zdaj taka situacija in se organiziraš čim bolj, da mu omogočiš čim bolj dostojanstveno življenje s tako težko boleznijo. In seveda tudi sebi na ta način. Zanimivo je, da sta bila oba vajina soproga, žal že pokojna, sta bila intelektualca, torej vaš soprog je bil zdravnik, vaš je bil, kot smo rekli, politik, pesnik, novinar. Jaz nasplošno pravim, da ta bolezen ravno neumne grihne trofi. Kljub temu, torej, da so možgani ves čas v pogonu pri takih ljudeh, se demenca torej lahko zgodi. Zakaj, gospa Čibašek? Ja, seveda raziskujejo razloge za začetek demence
ki jo je pa več vrst. Ne. Zdaj, trenutno je v ospredju Alzheimerjeva bolezen in iz nje izhajajoča demenca, kjer gre za spremembe v možganskih celicah zaradi, bom rekla, napačnega odlaganja ali pa nalaganja beljakovin. So pa še druge oblike demence, recimo žilna demenca, ki je posledica zamašenih oziroma okvarjenih žil. Potem imamo demenco, ki se pojavlja na zelo specifičnih mestih in vpliva predvsem na osebnost. Navsezadnje imamo tudi alkoholno demenco, za katero pa edino zelo jasno vemo, zakaj je in ki je tudi ena tistih redkih, ki se ob odstranitvi alkohola dejansko še lahko popravi. Tako da razlogi so zelo različni. Seveda pa se raziskuje, mislim, da trenutno 14 dejavnikov, ki povzročajo demenco, in od teh dejavnikov ti so pravzaprav prihajali vsako leto zraven, tako da jih je zdaj 14, verjetno bo kmalu 15. In to, kar je pa skupno, bom rekla, vsem je pa onesnaženo okolje, v prvi vrsti zrak, potem pa seveda tudi voda in zemlja in vse, kar dobimo od tam, in pa stres. Ne. To so nekako splošni znaki, ki dejansko privedajo oziroma so povezani z demenco. Ne vemo, če privedajo, ampak tako so pač te statistične povezave dokazane. Torej, demence, ki ste ga omenili, onesnažen zrak, so kakšne raziskave demence torej v Ljubljani, kjer je mesto, in v mestih ostalih več kot na periferiji? No, tu pridemo na našo prvo veliko rano. Mi bi morali imeti register. Register, ki je bil že postavljen mislim, da v prvo strategijo in zdaj v drugi strategiji omenjen, da bo Slovenija imela register, in če bi ga imela in bi dejansko vnašali v ta register osebe, ki so zbolele za demenco, bi vam lahko odgovorila. Zdaj vam ne morem odgovoriti, ker bi tudi neke ocene bile samo približne in tudi Ljubljana ni vedno najbolj onesnaženo mesto. Zdaj, ne vem, če ste opazili v zadnjem času, to bila Murska Sobota. Tako da onesnaženje zraka je gotovo povezano z nastankom demence, ali pa mi vemo, koliko ljudi, tega pa ne imamo. Register, kaj treba narediti, da vzpostavimo register? Jaz sem začela delati na področju demence 2009, ko je moj mož dobil diagnozo pri doktor Kogoju. On je bil takrat edini, ki se je z demenco ukvarjal. No in takrat sta mi še s drugim nevrologom rekla, da rabimo strategijo, in tako smo začeli delati na strategiji, ker vsaka država potrebuje strategijo, to priporoča Svetovna Alzheimer organizacija in tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Tako da mi smo potem bili imenovani v skupino pri Ministrstvu za zdravje in tista skupina še vedno pravzaprav delujemo in bila je pripravljena prva strategija. To je kar velike zalogaj in predvsem tukaj moraš imeti politično podporo, drugače to ni potem nobena obveza in niti ni sprejeta. Tako da že v tisti prvi strategiji eden od ciljev je tudi vzpostavitev števila, začeti zajemati število obolelih za demenco, epidemiološke podatke se reče. To bi mogel izvajati Nacionalni inštitut za javno zdravje, kdo bi mogel zbirati te podatke? Najprej bi morali pogledati zakon o evidencah v zdravstvu in v tistega vnesti nota tudi področje demence, in seveda potem določati tudi, v katerih inštitucijah se ta register mora obvezno voditi. To zdaj še ni jasno, in če ni jasno, je seveda nemogoče karkoli. No, ampak tukaj lahko dodam, da pravzaprav veliko držav je tistih, ki tega registra nimajo, ampak vseeno pa zajemajo številke, da drugače pa delujemo pravzaprav vsi na ocenah. Ocene so več ali manj približne, ne samo približne, so morda še kar to skoraj točne, ampak potrebni pa so registri, da se te stvari bolnike beleži in spremlja, ker če imaš številke, lažje potem tudi politika se odloča in ureja to področje. Tako da je to ena od stvari, ki jo bomo morali izpeljati. Vi lahko tudi sami podate svoje ocene, izhajate iz svojih ocen, glede na to, da vodite Združenje Spominčica in se kar ogromno ljudi k vam obrača. Na podlagi tega lahko vsi približno predstavljate, ali je demenca v porastu ali v padu. Povejte številke, prosim, kdo se obrača na vas, koliko ljudi? Glede številke, številka, ki je uradno uporabljamo, je številka Lancet ameriške medicinske revije, je za Slovenijo 47 000 obolelih, za vsakim bolnikom
stojijo vsaj 3 ljudje, to se pravi, da je 150 000 ljudi v Sloveniji, ki se ukvarja z bolnikom z demenco. Mi, ki pa delamo na področju te demence in imamo tudi to našo revijo Spominčica, jaz ko dam to revijo marsikomu, ki ga srečam, tako rekoč ni človeka, ki ne bi rekel več, da nima koga v ožji ali širši družini. Iz tega sklepamo, da je število teh obolelih še večje, gre pravzaprav za eno epidemijo te bolezni po celem svetu, ne samo v Sloveniji. In je potrebno, da se organiziramo in nudimo čim več pomoči tem družinam in obolelim. Gospa Dovšek, kako ste se vi potem doma organizirali? Kdo vam je nudil pomoč? V tistih časih je bilo to verjetno bistveno teže, kot je danes kogarkoli dobiti. Kar se nasveta tiče in pomoči, povejte mečken. Pomoči ni bilo nobene. Z nobenega vidika. Mislim, zdravniki, celo tako mi je bilo rečeno, tep ne bo lahko, jaz sem pa vesel, da ga ne bomo imeli na kliniki. Tako je bilo rečeno. In čeprav je šlo za njihovega kolega zdravnika, je bila ta brezčutnost, neempatičnost prisotna. Grdo pravzaprav, grdo. Otroci so se odselili, seveda so prihajali domov in tako naprej, ampak sigurno, da je bilo za sinova to tudi zelo težko. Jaz sem se sama spopadala s tem. Koliko ste bila sama psihično, so bili trenutki, ko ste bila psihično že dosti izčrpana in ste mislila, da ne boste zmogla več? Zelo, tako da sem v eni fazi sem doktor Kogoju rekla, ali boste vi njega vzeli noter ali pa mene. Tako daleč je prišlo. Pridejo taki trenutki, ja? Ja. Ta bolezen je za družino res zelo, zelo obremenjujoča, ker ti bolniki postanejo zelo kmalu nesamostojni, tudi se spremenijo karakterno, postanejo drugačni, drugače govorijo, drugače se obnašajo, eni so tudi agresivni. No, tako da seveda so zelo kmalu tudi nesamostojni, da ga ne moreš pustiti doma in niti v trgovino po kruh in mleko, kot se reče, ker ne veš, kaj bo on ta čas naredil, ali pusti odprto vodo, ali prižge štedilnik in ne ugasne, ali se odpelje za avtom neznano kam. In skrb za takega bolnika je 24-urna. To je tisto, kar naredi za svojce tako strašno obremenjujoče življenje. Koliko časa, to je od vsakega tipa demence odvisno verjetno, koliko hitro posamezna vrsta demence napreduje. Ne? Od teh začetnih znakov, ki ste gospe rekli, da jih komaj prepoznamo, pa potem do teh znakov, da človek več ne ve, s kom se pogovarja, da pusti prižgan štedilnik. Koliko časa vmes mine od začetkov do skrajnosti? Ja, zdaj, kaj je skrajnost? Če vzamemo skrajnost, da oseba ne more več doma živeti, torej, da je nujna namestitev v eni instituciji, je to še vedno nekaj let, v vsakem primeru. Kajti v primeru bolezni, kot je demenca, še vedno velja tako imenovana stigmatizacija. Ljudje se po eni strani bojijo, da bi drugi zvedli, da ima to bolezen, ker zdaj se že ve, kaj demenca pomeni. Potem pa, ko to diagnozo že imajo, skrivajo, koliko težko je v resnici. In to skrivanje je v bistvu spet na več nivoje. Najprej skriva oseba sama. Tudi če se zaveda, poskuša ravnati tako, da drugi ne bi opazili. Potem skriva družina. In ko družina ne more več skrivati, takrat je ponavadi že situacija, ki vznemiri okolico. Bodisi, da je oseba odtavala, se odpeljala z avtom, bila tudi nasilna in v tem primeru je seveda se vsi nekako oglasijo, vsi vejo, da se je nekaj zgodilo. Zdaj, ko je treba pa osebo namestiti v dom, so pa druge težave, namreč kje dobiti primeren dom, koliko daleč bo od bivališča te osebe, ki ga bo lahko obiskovala, kako bo tam poskrbljeno. Tako da je bivanje v tem institucionaliziranem okolju pa različno dolgo. Tudi odvisno od tega, kakšno je splošno zdravstveno stanje pacienta, ampak se tudi lahko zavleče nekaj let. Tako da, če rečemo 5 let
preden je šel v dom, pa potem še enih 5 let, ko je v domu tak pacient. Tako da vidimo, da je to res dolgotrajna bolezen in zato je seveda dr. Kogoj, ki je takrat bil edini, mislim, najbolj seznanjen s to boleznijo. In je žal že pokojni, a ne? Je žal že pokojni in on je takrat že zelo jasno opozarjal, pa ga niso dosti slišali, da je prizadeta celotna družina, da ne gre samo za bolezen dotičnega pacienta, ampak za bolezen celotne družine, ki je treba pomagati od vsega začetka. Prej gospa Dovšek rekla, da takrat v tistih časih ni bila deležna veliko pomoči, verjetno tudi vi, ne glede na to, da sta se s tem soočali v podobnem obdobju. Kako pa je s pomočjo danes? Prej mogoče niso odgovorili, koliko klicev dobite ljudi na dan, koliko se obračajo na vas? Jaz tukaj moram povedati, da in Alzheimer je evropska organizacija in svetovna, pri kateri smo mi seveda člani, vsem državam priporoča še vedno ozaveščanje in zmanjševanje stigme, ki je prisotna povsod. Pomembno, da vsi prepoznamo, da vemo prve znake in da vemo, da je takega človeka treba čim prej peljati k zdravniku. Seveda družina potrebuje, pri demenciji tudi moram reči, da zelo, zelo pomagajo informacije in zato svetujemo vsem, pridite na naše predstavitve, predavanja, Alzheimer kafeje imamo, spominčico, imamo razne brošure, imamo priročnik, telefonska linija, ki deluje svetovalna od 9 do 5 popoldne, tako da mi se trudimo, da nudimo čim več pomoči. Pri demenciji je pomembno znanje in tudi dr. Kogoj je najprej organiziral izobraževanje za svojce, da svojci spoznajo bolezen, ker samo tako lahko pomagajo svojemu. Tako da ta izobraževanja, imamo mi še vedno naprej. Na spletni strani imamo veliko informacij, tako da pomembno, da družina, da sam bolnik sprejme bolezen in da družina sprejme. Ko enkrat sprejmeš, je mnogo, mnogo lažje. Potem veš, da je dobro se obrniti na informacije, se pogovarjati. Tudi pomembno, da enkrat spregovoriš o tej bolezni. Ker to slišimo velikokrat, da 3-4 leta o tem sploh nimaš s kom spregovoriti, ker ti je tako čudno in težko, ker v začetku ne moreš sploh prepoznati, ne veš, kaj se dogaja. Dogaja se veliko, ti pa ne veš kaj in ne veš, zakaj pravzaprav. Tako da informacije pri tej bolezni so zelo, zelo v pomoč. Gospod Dovšek, bi vi znali danes, če pogledate nazaj, prepoznate tiste prve simptome, ki jih je kazal vaš mož? Seveda. Jaz danes za marsikoga, ki še nima diagnoze, Vidiš. Demence, vem, da je na dobri poti ali pa na slabi poti. Prepoznaš človeka po fizionomiji, po očeh, po obnašanju sploh, ampak tudi samo, ko ga vidiš. To prepoznaš danes. Kakšna je zdaj vaša vloga v spominčici? Vi pomagate tistim morda, ki so tako v dvomih, pa svojci tudi morda prepoznavati te znake? Ja, jaz mislim, da pomagam, ker pač o tem se pogovarjamo, dost se govori danes in hvala Bogu, da se govori veliko. Sam kljub temu, da se govori, je stigma še zmeraj prisotna. Zakaj je to stigma prisotne še vedno? Ravno zato, ker se včasih ni vedlo o bolezni, zdaj se vedno več ve, pa včasih je bila bolezen povezana, to jaz ne maram niti reči, ampak z norostjo, ker so te bolnike toliko časa doma skrivali in se vsaka družina zase z njim ukvarjala, dokler niso postale težave tako velike in so navzven zgledale točno, da je z njim nekaj zelo veliko. Ja, pa danes je še zmeraj tako, da če greš ti psihiatru ali si nor, ali je pa nekaj drugega narobe s tabo, ne? Tako da tukaj je, mislim, tudi predvsem stigma. Tudi strah pred soočenjem. Ena stvar je stigmatizacija, druga je pa strah. Strah je tudi najprej pri pacientu samem. Ko se zaveda, da bi to, kar se mu dogaja, lahko bila demenca, se običajno najprej umakne vase. Se zapre in se o tem noče pogovarjati. Ali pa, če kdo sili vanga, začne tudi, bom rekel, nasilno se odzivati in zanikati seveda vsa ta stanja. Tako da je stigmatizacija je pa vezana še vedno na vse duševne motnje. Nekatere sicer malo manjše, ampak pač demenca tudi spada v to skupino. In kdaj bo to boljše, ko bo znanja več. Enostavno znanje je tisto, ki ljudem lahko
pojasni, kaj se s človekom dogaja in kako pravzaprav se naj do take osebe obnašajo. Ker tu je tudi eno pomembno znanje in to tudi spominčica zelo dobro izpolnjuje, namreč učenje komuniciranja, sporazumevanja z osebo z demenco, ki se mora popolnoma spremeniti na stari način. Ja, to je bil največji problem takrat, ne, ker nismo vedeli, zakaj gre. Niste znali komunicirati? Ne, seveda ne, jaz sem bila nervozna, jaz sem videla, da nekaj se dogaja, zakaj se tako obnaša, pol sem sama s sabo imela problem, ker pol sem videla, da moram popuščati, ne, lepo popuščati. Ne. In pa se sam človek dobro nauči, če sam popušča. Jaz sem vendar človek s hrbtenico, zdaj naenkrat, če je to belo, je za mene belo, ne, on je rekel, da je črno. In jaz sem morala reči tudi, da je črno, ker če ne je bilo narobe. Ne? Tu je pol, ne, ker imaš probleme sam s sabo, z partnerjem, predvsem danes, ne, vsakmu samo nežno, počasi, z razumevanjem. Ker jaz sem tukaj zaupila in to je bilo najhujše. In ne smeš nasprotovati, ne? Ja, nič nasprotovati. Ne? No, zdaj o tem vedno predavamo in govorimo povsod, zato da vsi tudi, ki nimajo demence, pa tudi ljudje v službah, da je prvo in najboljši recept, ki ga v začetku težko sprejmejo vsi, je potrpljenje, potrpežljivost in prijaznost. Ko enkrat to osvojiš, je mnogo, mnogo lažje. Ker slišimo velikokrat, ko rečejo z mamo ali z očetom ali z detkom, smo 3-4 leta ga silili, ga prepričevali, misleč, da delajo dobro. So pa delali točno napačno narobe. Ti se moraš takemu človeku približati, mi se moramo njim približati, ker oni se nam več ne morejo, in biti prijazen in potrpežljiv, ga objeti, mu stisniti roko, ga poslušati, ga preusmeriti, če so nerodni vprašanja ali obnašanja, jih malo preusmeriti in umiriti. Kdaj ste se vidve naučili tako komunicirati? Kdaj v tem procesu dozorevanja te bolezni? A to zdaj veste? Vsak reagira na svoj način. Vic je v tem, ne, da veliko lažje ti enega detka razumeš, da se je zdaj spremenil. Jaz nisem mogla dojeti, da je moj mož, s katerim sem tako dolgo poročena, zdaj naenkrat se obnaša drugače. No in sem bila čisti sebe. Ne? In ko mi je doktor Kogoj rekel, je rekel, gospa, vi morate razumeti, da je to zdaj druga osebnost, druga oseba. In jaz tega nisem mogla dojeti. Ja, to je težko sprejeti. Ti ga imaš še vedno pred sabo, takšnega, kakor je bil pred 10 leti. Ne? No, jaz tukaj lahko dodam, da je res razlika, ali je to tvoj oče ali mama, ki je vedno hudo, če je pa partner, je pa še malo Zdaj v te nekujša, ne? Ja. Gospa Čebašek, vi ste v izjemni knjigi Kje so moji ključi sodelovali, tam ste predstavili, to je v bistvu zbirka resničnih zgodb v življenju oseb z demenco in vi ste vsaki od teh zgodb prispevali svoje strokovno mnenje. Ali ste se vi iz teh zgodb naučili o demenci še kaj, pa vam je bilo izjemno zanimivo, kar do tedaj niste vedeli? Moram reči, da v resnici je bilo tako, da sem jaz bdela nad strokovno pravilnostjo teh zgodb. In če je kakšna zgodba prikazovala stanje, ki ga nisem mogla povezati z demenco, pač tiste zgodbe nismo mogli sprejeti. Da bi se naučila o sami bolezni nekaj novega, se ni zgodilo, končno že kar dolgo se s tem ukvarjam. Ampak naučila sem se pa nekaj drugega, da lahko tako napisane zgodbe, kot so v tej knjigi, pridajo do človeka, ki jih bere. Torej, da se čustveno lahko vživi, odzove, poveže in dejansko razume demenco. Kajti eno je, da se ti naučiš tistih 10 znakov, ki se pač povsod pojavljajo, drugo pa je, da te znake, ki niso v resnici tako, kot so tam napisani, prepoznaš pri živi osebi v kontaktu z njo. In to, kar me je presenetilo, je, da se to da tako dobro napisati, da je tudi mene pri kakšnem prebranju, ko smo ocenjevali te zgodbe, dejansko me je ko bom nekaj čustveno prizadelo in seveda razmišljaš, jaz še vedno kot zdravnica razmišljam, ne, kaj bi se dalo narediti drugače, da do tega ne bi prišlo.
So pa zgodbe dejansko zajele večino znakov, ki so povezani z demenco v različnih situacijah, tudi v različnih starostnih skupinah. In trudili smo se, da je tudi strani družine razumljeno, torej da se tudi z otroki, tudi majhnimi, lahko pogovarjamo o demenci, da se pogovarjajo lahko starejši ljudje med sabo in da vse te komunikacije znamo ujeti in jih napisati, in to je največja dragocenost te knjige, ker gre tudi za neko literarno vrednost, ne samo za nanizanje podatkov, kaj se dogaja. Morda vprašanje za vaju, kaj, kakor je slišati morda grobo vseeno, kaj vama je demenca dala v vaši družini in kaj vse je vzela? Gospa Zlobec. Ja, to je težko vprašanje. Seveda je, ko se človek začne spreminjati in sploh ne veš, zakaj se spreminja in kaj se dogaja, je zelo težko. Ko veš, kaj je, pride druga situacija. No, mene je pravzaprav, jaz lahko rečem, rešilo to, da mi je doktor Kogoj rekel, dajte vi svojci tudi kaj narediti, ker mi zdravniki sami ne moremo. In sem se jaz tako aktivirala. Najprej smo začeli na strategiji, povezala sem se z Alzheimer Evropsko organizacijo in potem se je videlo, da je tukaj na tem področju ogromno za narediti. In da so to velike svetovne organizacije in da gre za epidemijo, pandemijo našega stoletja in da je ogromno ljudi, ki potrebujejo našo pomoč in podporo. No, in tako da smo potem pri spominčici tudi vključili in Nina se je vključila kmalu in doktor Čebašek. Mi imamo veliko skupino zdravnikov, nevrologov, psihiatrov in družinskih zdravnikov in vseh ostalih, tako da smo velika ekipa, zato, da čim več delamo na tem področju, da smo glasni, da se o demenci govori, da se spregovori in da kdorkoli ima doma težave, da pomisli, če je človek malo drugačen, da gre za demenco in da se gre hitro k zdravniku, ker tukaj je tudi velik problem, da ti ljudje nočejo k zdravniku v glavnem. To bomo naslovili, ja. Ne, tako. No, pa na koncu morda, da ne bomo pozabili, lahko vsem povem, da je zdaj po 25 letih novo zdravilo, prvo, ki tudi nekako zdravi in je to eno veliko upanje za cel svet. To bomo tudi naslovili potem mečko kasneje. Bom vprašala še, kako ste vi s to, nekako lahko rečemo, tudi krivico se spopadala. Kako ste, se pravi, vi ste se proaktivno lotila demence in vam je demenca dala to, da ste danes navzoči po celi Sloveniji, praktično s svojim združenjem ogromno ste naredili, ampak vendarle ste se pa morali sami spopremati s to krivico, ki vam je vzela moža na nek način. V začetku ti je grozno in seveda upaš, da bojo zdravniki končno le ugotovili, da mu je nekaj takega. In našli zdravilo, ne? Ja, ali pa da ima tumor, kar je pogosto, da imaš tumor v glavi, se operira in je potem človek tak, kot je bil. Vendar pri demenci nisi nikoli več tak, kot si bil. In jaz sem potem videla, da je najboljše, jaz sem v začetku, kako se privadiš, ko smo pregovorili, kako komunicirati. Vsak po svoje reagira. Eni se hitro naučijo, eni hitro dojamejo. Jaz tukaj moram reči, da sem še kmalu videla, da je najboljše, da sem prijazna, potrpežljiva. To nagonsko sem tako reagirala, ne? Da sem bila bolj prijazna, kot se misli in da sem iskala rešitve. Ker je to najbolj, zato tudi vedno vsem priporočamo teh način komunikacije, ne, da to čim prej začneš uporabljati, pa veliko je knjig, tudi ki so ključi, pa tudi druge literature, veliko filmov, to pomaga in za svojce je zelo tudi pomembno, da vejo, da niso sami, da vejo, da lahko pridejo in govorijo, ker o tej bolezni je težko spregovoriti z ljudmi, ki o tem nič ne vejo. Tako da zato so pomembna ta društva in spominčica deluje po celi Sloveniji, tako da tukaj še veliko za narediti. In profesor Pirtošek je rekel ravno včeraj, da ne gre za epidemijo, ampak da gre za pandemijo na tem planetu in da je zato pomembno, da govorimo in da tudi ozaveščamo družinske zdravnike, ker dolgo časa tudi tam je bilo velik manjko, da rečem, zdaj večina zdravstvenih domov se pridružila demenci prijazni mreži, tako da delujemo na vseh področjih, da bi se čim bolj približali ljudem in da bi imeli čim manj težav in da bi dobili čim več podpore, vsaj informacij. Pri skrbi za demenco ljudje, te posamezniki, ki skrbijo za osebe z demenco, velikokrat pozabijo sami nase, verjetno ste tudi vi sama bila primorana svoje želje, svoje ravnanja potisniti v ozadje in
se posvetiti skrbi za moža. Ste to znala nasloviti, to skrb zase? Ja, dobro vprašanje. Človek takrat ne razmišlja o sebi. Ne? Pri meni je bilo tudi tako, ne? Upaš, to pač v redu, je bolezen, pa se za vsako bolezen se najde zdravilo, rešitev, pa se bo tudi za to, ne? No, pa smo le videli, da to pri demenci tega ni, da je praktično z vsakim dnem slabš, ne pa boljš in da nikoli ne bo več boljš. Recimo, prihajajo šoki. Ne, to so prav šoki, recimo ko vidiš eno spremembo, pa vidiš pol čez par mesecev ali pa čez eno leto naslednjo spremembo obnašanja, ne, pa potem naslednji šok je, ko ga dajo v plenice. To je katastrofa. Pol prideš v dom, recimo, je ves umazan. Pa sem rekla, joj, punce, pa sem bila vsak dan v domu pri njemu, sem rekla, joj, moj mož je bil najlepše oblečen zdravnik na UKC-ju. Ne ga imeti tako umazanega. Ne, pa sem ga preoblekla, ne, ampak to so šoki. To so šoki, ki jasno, da pustijo tudi na tebe ene posledice. Ne. Se strinjate s tem, da morajo nasloviti skrb zase tudi osebe, ki skrbijo za dementne osebe? Seveda, kot to je že profesor Kogoj omenjal. Ne? In temu je zdaj namenjeno tudi vedno več tudi strokovnih raziskav, literature in tudi usposabljanj za zdravnike. Ne? Tudi če pride recimo gospa, ki ima doma moža z demenco, pa jih zdravnik reče, ja, gospa, poskrbeti morate zase. Kaj zdaj to pravzaprav pomeni? Kje lahko ona poskrbi zase? Kaj to prenese spremembe v družini? Pa sploh ne upa vprašati, kaj ste mislili s tem, da poskrbim zase? Ne? A je bilo mišljeno, da gre s prijateljcem na kavo? Ne more, ga ne more sama doma pustiti. Da gre na gledališče, ja, ni govora, razen če ga vzame s sabo, ampak v določeni fazi ga ne more več. Kako naj poskrbi zase? Naj gre na telovadbo, ne more, dokler nima nekoga, ki bo za to osebo doma poskrbel. Kot vi niste mogli poskrbeti zase, ste rekli, ne? Ja, jaz moram reči, jaz sem ga vse posod peljala s sabo. Dokler lahko. Dokler gre, ne? Dokler gre, ga peleš s sabo, pa nekaj časa je še sodeloval, recimo na različne take enodnevne izlete, pa tako. Ali pa to postaja stežje? Pol je pa to že malo, hočeš iti na stranišče, pa ga ne moreš pustiti sam, ga si recimo sred muzeja ali nekje v galeriji, kaj narediti, ne? To so problemi. Se dogajajo. Vas nisem prej do konca potem vprašala, kaj je vam demenca dala in kaj vam je vse odzela. To sem gospod Zlobčeva vprašala, vas pa potem. Ja, sigurno, da mi je vzela moža. Moža mi je vzela in to v bistvu v najlepših letih, ne. Midva sva se tako pripravljala, ko bova šla v penzijo, kako bo lušen, kako bomo z vnuki okrog hodili in recimo, jaz sem takrat nabavila veliko bano z džakuci, sem rekla, poglej, skupaj se bova lahko kopala, bova uživala, pol bova imela otroke tukaj, pa bomo se z otroci kopali v veliki bani in tako naprej. Moj mož tudi enkrat ni šel v to bano, ker se v enem določenem obdobju nočejo več umivati. Ko pride tudi ta faza bolezni, ne? Ja, jaz bi tukaj še dodala, mi seveda priporočamo vsem svojcem, naj poskrbijo zase, ker vemo mi iz lastnih izkušenj, da je zelo težko. No. In zato je prav pri svojcih govorimo o izgorelosti, ker si vpet cele dneve in nimaš koga, ki bi ti pomagal ali prišel k tebi saj za 2-3 ure, da greš ti na občino ali pa k zdravniku, recimo kličejo ženske, a imate koga, da pridemo domov. In tukaj je pomoč na domu najšibkejši člen. Ozaveščanje smo
Ja. povečali, malo se je stigma zmanjšala, malo se te stvari spreminjajo, ampak konkretne pomoči, ko jo najbolj potrebuješ, da prije kdo domov, tukaj smo najšibkejši. Je pa dejstvo, da ljudje tudi sami težko zaprosimo za pomoč, ker s tem pokažemo svojo ranljivost in potem je to že ena prepreka, da pridemo do pomoči. Seveda smo pa zdaj naslovili tudi problematiko tega, kaj je treba še vse narediti za osebe z demenco in za njihove svojce. Torej, najprej to, naša ranljivost je tista včasih, ki nam preprečuje iskanje pomoči. Tukaj zelo hitro trčijo te oskrbovalci domači na zid. Tudi dokler se delajo močne, pa še zmorejo, pa vtanjajo pomoč, ampak to obdobje se konča, ker te pomoči treba vedno več, ne vedno manj. Ne? In dejansko iščejo pomoč in je problem v tem, da jo ne morejo dobiti. Oziroma, če smo iskreni, plačljivo pomoč se dobi. In to pridejo, mi tudi povejo, ena gospa prihaja k nam za par ur na dan ali pa večkrat na teden, ampak mi jo plačamo, to takoj poudarjajo. Seveda ločimo več oblik teh pomoči na domu, eno je pač to najbolj preprosto družabništvo, ki ga tudi pri Spomenčici želimo razvijati, ampak vedeti moramo, da ljudi, ki so pripravljeni to izvajati, ni toliko, kot so potrebe in tako se pač vsak znajde po svoje. Se pravi, tudi če ljudje pridejo v tisto obdobje, ko so pripravljeni sprejeti pomoč, ni rečeno, da bo ta pomoč na voljo. Na čistem začetku demence in prepoznavanja znakov se pa ljudje najprej lahko soočajo tudi s tem, da svojci nočejo k zdravniku. Gospod Pirtovšek je v eni od zadnjih oddaj lepo povedal, da včasih potem svojci se znajdejo na način, da pokličejo zaradi drugih težav, pa najprej naslovijo druge težave, pa potem psihiatri ali pa nevrologi opazujejo tega človeka in naslovijo tudi demenco. Kakšne so pa vaše izkušnje? Kaj priporočate ljudem, ki so lahko tudi agresivni in trdijo, da z njimi ni nič v redu, kako ne grejo k zdravniku? Kako jih? Zdaj, kako do zdravnika je več poti. Dobro je, če ima človek izbranega osebnega zdravnika. In če tudi sam ne želi do tega zdravnika, lahko gre do tega zdravnika svojec in zdravniku opiše, kakšna je situacija doma. Potem se pa zdravnik odloči, ali bo to osebo povabil na recimo kontrolni pregled, kot je to priljubljeno reči, da mu zmeri pritisk, pa kri pogledajo in nekateri se na to celo odzovejo. In v sklopu tega pregleda naredi tudi oceno. Zdaj tisti, ki pa se zavedajo, da zdravnik utegne odkriti, da bo šlo da je šlo, oziroma da gre za demenco, ti se bodo pa tudi temu pregledu upirali, brega se ne rabim, se mi nič ni, se sem v redu, glej, pritisk imam dober, kakorkoli. Tam pa, kjer obstajajo centri za duševno zdravje odraslih in zdaj jih je že kar precej po Sloveniji, je dobro, da se svojec obrne na njih in se tam dogovori, da pride na dom obisk strokovnih oseb, a je to psihiater, a je to diplomirana medicinska sestra, socialna delavka. Skratka, da neka strokovna oseba, najboljše, če sta dve, pridejo dejansko na obisk v družino in ocenijo, kakšna je situacija. Dostikrat se pa nažalost tudi to izjalovi in je dejansko prvi stik za zdravstveno službo takrat, ko gre že hudo narobe. Ko ta oseba bodi si kaže znake duševne motnje oziroma bolezni, halucinira, recimo ima tudi delirij, to se pravi, da je čisto vznemirjena in vidi in sliši stvari, ki jih v resnici ni, ali je pa nasilna in takrat je treba poklicati tudi pomoč policije. Tako me svojci večkrat vprašajo, a pol moram klicati policijo. Sem rekla, ja, gospa, noben drug vam ne bo pomagal. Morate klicati policijo. Pa si nisem upala. Ljudje imajo eno predstavo o policiji, ki je... Ja, pa strah, mislim pa, stigma je tudi tle. Kaj bodo sosedje rekli, da policija pride k nam? Težko ti je poklicati policijo. Ampak mislim, da tudi policija je tista, da to je interna zadeva, družinska. Da zna človeško odreagirati, samo vsem pa ni prijetno. Ne, zna policija, moram reči, da te izkušnje, ki jih imam iz zadnjega obdobja, so take, da policisti
znajo, bom rekel, umirjeno tudi pristopiti, ko vidijo, da gre za starejšo osebo, ki je močno vznemirjena, ravnajo seveda drugače, kot če srečajo oziroma imajo opravka z neko mlajšo osebo, ki je pod vplivom substanc. Torej, ja, se prilagajajo, ampak tega znanja je še vedno premalo, to smo videli tudi v mednarodnih projektih, treba je tudi te državne, rečemo, institucije, ne samo policijo, ampak tudi civilno zaščito dejansko usposobiti za pristop k osebam z demenco. In to je en velik projekt. Vaše izkušnje, gospa Zlobec, v spominčici, kako pa so zdravniki hitro prepoznajo demenco, vaše zgodbe? Ne, tukaj je še velik problem, to velikokrat slišimo od svojcev, da rečejo, nisem prepoznala demenco. Demenco tudi družinski zdravnik težko prepozna. Prvo, da te osebe težko pripričaš, da grejo končno k zdravniku. Ko pa pridejo k zdravniku, se trudijo, da bi izgledali čim boljše. Slišimo od družinskih zdravnikov, tisti, ki imajo dolgo časa enega pacienta, da rečem, ali svojega, po obnašanju lahko opaziš. Ja, ker je že neka kontinuiteta zdravljenja. Ali pa pozabi priti na preglede, ali pa tako, da se da nekako ugotoviti, ampak je treba delati, tudi veliko delamo, tudi na ozaveščanju zdravnikov, ker se prej od demenci niso niti učili. Pa še en problem je, da za osebo z demenco ti kot zdravnik rabiš malo več časa, da začne z njim pogovor, da preveriš, kaj mu je, ne samo 7 ali 8 minut, kot imajo zdravniki. To je eden od problemov. To oskrba na domu ali pomoč na domu je veliko privatnih ljudi, ki to opravlja, ampak tukaj bi jaz opozorila na nekaj, da ni nobene kontrole. Ne? Tako da, če ti dobiš nekoga, ki pride na dom in ga plačaš, problem je tudi, da veliko ljudi nima denarja, velik problem je finančni za mnoge družine in drugo, da ni to preverjeno. Zato vseeno upamo in podpiramo, da bo dolgotrajna oskrba počasi le prišla tja, kamor je potrebna in da pridejo na dom ljudje, ki imajo eno znanje o demenci, da vejo, kako komunicirati, da se ne prestrašiš, da si prijazen, potrpežljiv in da ostanejo malo dalj časa. To je danes še vedno en velik problem. Zavod za oskrbo na domu Ljubljane pa enih par mest to ima, ampak oni pridejo na dom ponavadi za 1 uro, to je premalo. Ja. Človek z demenco rabi nekaj časa, da se prilagodi, da se privadi na tega človeka, oni se ponavadi bojijo in ne marajo novih ljudi. Recimo, to je, mislim, človek z demenco praktično tujega človeka ne sprejme, ne sprejme in je tudi tle strah ali kakorkoli. Recimo, pri meni je bil moj mož pa je poznal gospo, ki mi je prehajala čistiti, ampak v določenem momentu jo ni pustil not. Se pravi, to so ene take stvari lahko, taki simptomi. En od simptomov mi je bilo zadnjič zanimivo, nisem tega vedela, ali drži, da se morajo ljudje oziroma svojci izogibati ali pa bližnji črne barve pri stiku z osebo z demenco. Da pravijo, da tudi ta barvno paleto osebe z demenco zaznavajo drugače. Ne vem, če je kaj resnice na tem. Nisem sledila nobene strokovne študije, pač pa so študije druge vrste. Recimo oseba, ki sama sebe že težko prepozna, se lahko prestraši sama sebe, ko se zagleda v ogledalo. In v tem primeru se priporoča, da se ogledala odstranijo ali pa zastrejo. To je ena taka stvar. Drugače pa oseba z demenco s časoma, če je doma, pride do tega, da svojcev ne prepozna. In je to tisti velik šok, in to je ravno v knjigi zelo dobro opisano, kaj se zgodi v trenutku, ko se ta pojav, ko ne prepozna več bližnjih, dejansko zgodi. Kakšen šok je to za svojce. Ja, recimo jaz sem imela ta problem, to je spet eden od šokov. Jaz sem vsak dan prihajala, pa se je zelo različno obnašal po dnevih. In par dni je bilo pa tako, da je sedel in me tudi pogledal ni uro ali pa 2, ko sem bila pri njemu. Jaz sem skušala govoriti marsikaj in tako naprej. In pol, ko sem šla ven, sem jokala.
ne pred njim, ampak sestra je videla, da mi je hudo. Pa je prišla za mano, pa je rekla, joj, gospa Nina, ne se sekirati. Jaz sem rekla, če me pa sploh ne pogleda. Je rekla, on sedi na svojem mestu, Bog nas var, da ga je kdo z njegovega stola premaknil. On sedi cel dan na svojem mestu in gleda proti vratom. In ko vi pridete noter, se njegova fizionomija spremeni. Ampak mene pa sploh ni hotel pogledati. Ne? Kaj se je dogajalo v njegovi glavi, ne? Ampak to so šoki, ki jih pol svojci doživijo. Živiš in nosiš s seboj celo življenje. Za svojce je veliko težkih takih trenutkov in tudi mnogokrat slišimo, ker reče, ne bomo hodili več v dom ali obiskovati dedka ali babico, se nas ne prepozna. Ampak tukaj pa moram povedati, da oni do konca, in to moramo vsi vedeti, čutijo in tudi prepoznajo, čeprav te imenuje z drugim imenom in Nina je lepo povedala, kako to zgleda, čaka, ko si tam pa te ne pogleda. Tako da to je prav, da svojci vejo in da vseeno pridejo, ker oni čakajo in čutijo do konca, res čutijo, mnogo več vejo, kot si mi mislimo, dajo pa vtisko, da več nič ne vejo, pa večina na zadnjih par let sploh ne more govoriti. Tako da res čutijo, so kakšne tudi raziskave na to temo? Ja, to pa seveda so raziskave in seveda... Vidiš na odzivu njega, se vidi. Ko je ta gospa lepo videla, potem, ko je očitno dosti dobro poznala, da je videla, da se mu je mimika obraza spremenila. Ja, dejansko, bom rekla, čuteče osebje tudi v zavodih zaznajo seveda to, kako čustveno odreagirajo. To je dejstvo in to moramo mi v bistvu naučiti ljudi, da prihajajo, tudi če ne govori več, tudi če ni več besed, je pomembno, da ohrani stik. Tudi za kratek čas. Najbolj je res težko 1 uro sedeti pa premišljati, kaj je pa kako ni. Ampak da se pa priti, biti nekaj minut, zelo pazljivo se ga dotakniti, takega pacienta, pa mu govoriti. Pa mogoče čisto rahlo, pa če vidiš, da ne umika roke, mu govoriš lepe stvari, lepe spomine na ta način. Če pa vidiš, da roko umika, potem pa se vpraša, ti ne paše in potem bo še bolj umaknil. Tako da na nek način se sporazumevajo, dokler so budni. In to se da, če dosti pazljivo opazuješ, tudi zaznati. Povejte mi, ali obstaja kakšna rešitev, da dobimo te svojce, ki smo jih takole izgubili nazaj. Zdravila je prej gospa že omenila. Pri teh zdravilih je en velik problem. Za zdaj ta, ki so in ki največ doslej obetajo, so, bom rekla, uporabna ali pa učinkovita v začetni fazi bolezni. Se pravi, ko govorimo o minimalni kognitivni motnji in v začetni fazi demence. Ko pa je oseba... To je pa takrat, ko nočejo je zdravnikov. To je pa takrat, ko še je težko najti. Je težko najti, ne, v začetku. Takrat, ko še ta oseba sama ne ve, pa mogoče malo sluti bi bilo, ampak ko pride do zdravnika, vse v naših razmerah, je takrat že zunaj teh kriterijev, po katerih bi to zdravilo dobili. To, kar jaz upam, je, da zdaj, ko bo to zdravilo končno tudi v Sloveniji dosegljivo, da bodo ljudje slišali zgodnje faze demence, da bodo šli prej do zdravnika in mogoče bomo jih ujeli. Seveda pa tudi to zdravilo ni čudežno. Mi moramo vedeti, da so zdravila, ki so en velik napredek v zdravljenju, ni pa rečeno, da bojo vsi, ki bojo to zdravilo dobili, ozdraveli. Tudi to moramo biti pripravljeni in tudi so določeni ljudje, ki imajo na prvi pogled vse prave kriterije, se pravi, da je njihova kognitivna motnja še minimalna, vendar je tudi treba gensko preiskati človeka, ki bo to zdravilo dobil, kajti vsi, nažalost, tudi niso primerni za to. Skratka, selekcija bo in dosti težav in travm bo tako s pacienti kot s svojci, ker jim zdravila ne bojo po tem protokolu sploh predpisali. In zdaj se na teh medicinskih portalih, ki jih spremljam, dejansko uči zdravnike, kako govoriti tako s pacientom kot svojci in mu pojasniti, zakaj bo zdravilo lahko dobil, pa pojasniti seveda tudi stranske učinke, ali kateri so razlogi, zaradi katerih do zdravila ne bo mogel priti.
Tako da to, da je zdravilo, je veliko upanje, ampak ne upanje za vse, ki imajo demenco. Ste hoteli nekaj dodati, tukaj gospod bi Lovec? jaz dodala, da je to vseeno eno veliko upanje in premik po 25 letih in da teče zraven veliko študij pri vseh drugih proizvajalcih in farmacevtih, tako da so napredki. Tudi diagnostika se izboljšuje, kmalu bo možna diagnostika iz krvi, to so že dognali, ampak je proces nižanja cene, ker je zaenkrat še visoka cena. No, seveda protokol za te, ki bojo dobili to novo zdravilo Legebi, ki ga uporabljajo v Evropi zaenkrat samo Avstrija in Nemčija. Seveda je pa strog protokol in je namenjen, točno bojo odbrali tiste, za katerim bo to zdravilo koristilo in zato je treba še več ozaveščati, da dobimo te v zgodnji fazi, da pride tisti in je namenjeno samo zaenkrat Alzheimerjevi bolezni v zgodnji fazi. V zgodnji fazi. Gospod, ste hoteli nekaj dodati? To sem hotela reči, da demence pa več vrst, kar smo na začetku že omenili, ne? In če gre o diagnostiki še nismo dosti povedali, ampak če gre za druge oblike demence, ki ni Alzheimerjeva demenca, ta zdravila ne bodo učinkovala in to treba vedeti. Razen, kot sem rekla, sreča je pri alkoholni demenci, ampak to je druga zgodba. Ste se vi tudi hoteli nekaj navezati? Če se lahko reče, temu sreča, Ne, sem hotela povedati, da imamo kolega Tomaža, prijatelja našega, ki je sicer zdaj v domu v Fužinah. No, on recimo ni imel problema s stigmo. On je imel očeta, ki je bil dementen, in ko je on začel opažati prve znake praktično pri sebi, da se mu nekaj dogajalo, da je mogoče pozabil ključe ali kakorkoli. Zgubljal se je. Zgubljal se je, je prišel do tebe. Ja, prišel na spominčico. Je prišel na spominčico in je rekel, a mi lahko pomagate. Zgledal je pa tako, kot da mu čist nič ni. In smo se pogovarjali, ampak je rekel, da je oče. Pri njemu se je dal zavret, precej, tega je zdaj 10 let. In to je pomembno, da zato tudi take stvari objavljamo, da se najde ljudi v zgodnji fazi, da dobi zdravila, tista, ki so, njemu očitno pomagajo in da ima suport svojih prijateljev in družine in potem lahko živi, kot reče profesor Pirtošek, ostane bolezen na tem nivoju in ne gre, ne napreduje. Tako igrajo tenis, on je jadrov. In on je vesel in optimističen. Da so tudi taki primeri in zato je vredno iti k zdravniku in spodbujati samostojnost, če sprejmeš ti in družina in prijatelji. Brez prijateljev on ne bi tako živel. Ampak ta gospod je imel seveda lastno osebno izkušnjo z očetom in je zato znal prepoznati znake. Ni pa zdaj rečeno, da bomo demenco zato dobili, ker so jo imeli naši starši, to ni genetsko pogojeno, to smo že prej povedali. Ali je lahko, ali je to čist izključujoče? Vedno je en problem etične narave, ali se ugotavlja genetska nagnjenost. Vemo, kateri geni so tisti, ki prenašajo dejansko možnost za nastanek, ali pa večjo možnost za nastanek demence. In če jih ni, je ta možnost seveda manjša. Ampak kaj pa je, če imamo celo par takih genov? Teh ljudi je res zelo malo, ampak vseeno odpremo eno Pandorino skrinjico ugotavljanje, ali je v mojem genskem zapisu tudi to, da bom nekoč dobila demenco. To so občutljive stvari in pravi, ravno pri predpisovanju teh novih zdravil bo treba to narediti, ker je to ena od točk protokola. Kajti, če imamo dvojni gen za bolezen, je to zdravilo, kako se čudno sliši, kontraindicirano, ker povzroča neke dodatne spremembe v možganih. Ampak lahko tukaj sam povem, da glede na to, da vse zdaj o demenci se vedno več ve, ljudi je vedno bolj strah, to se študije pokazale. Včasih so se ljudje najbolj bali raka, zdaj se najbolj bojijo demence, ker se ve, da to, kako dolgo traja in kako to zgleda. No, imamo pa zato, ker je več ozaveščanja, vedno več klicov ljudi, ki mislijo, da imajo demenco, ki pa v resnici nimajo. Tako da je tudi ta pozitiven premik, da se ljudje ozaveščajo in želijo vedeti. Pa dajmo za konec eno pozitivno sporočilo poskušati najti za osebe z demenco in za vse njihove svojce. Gospod Dovšek, kako bi jih nagovorili, kaj bi jim rekli?
Ja, predvsem biti razumevajoč, prijazen, popuščati, ne se kregati, pa in vzeti to stvar za gotovo. In razumeti, da ne bo boljš, da bo slabš. Ampak se sprijazniti s tem. Ja, tukaj ni druge kot se sprijazniti oziroma da rečem sprejeti, dobiti čim več informacij, klicati na spominčico. Mi imamo zdaj, COVID je pustil tudi kaj dobrega, imamo veliko delavnic Alzheimer kafejo preko Zooma, kamor se vključuje veliko svojcev, ki ne morejo od doma. Za svojce je pomembno, da se tudi pogovarjajo, da ne skrivajo, da ne tiščijo v sebi te probleme, ker ti veliko pomeni, če se lahko pogovarjaš, lahko si pogledajo film, lahko si preberejo knjige in druženje. Drugo pa za vse pa priporočamo preventiva, zdrav slog življenja, sprehajanje, učenje novih stvari in biti optimističen. Ples, glasba, to vse zelo, zelo koristi. In 14 dejavnikov tveganja, to je tudi prav, da vsi vemo, to so dejavniki tveganja, na katere lahko sami vplivamo. A jih ćemo na hitro samo kar prebrati in sicer fizična... In za 40% zmanjšamo možnost za nastanek demence. Torej fizična neaktivnost, kajenje, prekomerno uživanje alkohola, onesnaženost zraka, poškodba glave, redki socialni stiki, zvišan krvni tlak, debelost, premalo vedoželjnosti, radovednosti, sladkorna bolezen, visoke vrednosti holesterola, depresija, okvara sluha, izguba vida. To so te dejavniki tveganja, lahko pa seveda brez dejavnikov tveganja nas tudi to nažalost lahko doleti. Gospa Čeba, še kaj boste povedala sporočilnega in pozitivnega za konec? Ja, poleg zdravil se iščejo tudi drugi načini za pomoč osebam v zgodnjih fazah demence. Mene je lansko leto najbolj prijetno presenetilo, da so naredili protokole za ohranjanje stanja, kakršno je. Torej, da se naredi ocena, kako človek funkcionira in potem se naredi načrt, kako naj preživlja naslednje tedne in mesece. V tem so zelo strokovno močni delovni terapevti in ko sem dejansko to študijo prebrala, sem rekla, no, to pa res lahko začnemo v Sloveniji tudi brez ne vem kakšnih odobritev. To je ena taka stvar. Druga stvar, nismo danes dali dosti poudarka, so skupine za medsebojno pomoč svojcem. V spominčici imamo seznam vseh teh skupin v Sloveniji, kajti druženje je tisto, ki ljudem pomaga. Najprej seveda tudi pacientom in Primorske spominčice imajo eno krasno prireditev vsako leto, ko je hkrati druženje bolnikov in njihovih svojcev in poseben program naredijo za bolnike in poseben za svojce in tako v bistvu so cel dan skupaj in vsak nekaj lepega doživi. Take aktivnosti so tiste, ki meni dajo upanje in ki nekako tudi svojcem pomagajo, da lažje preživijo dneve in mesece. Tukaj moram vseeno še dodati, to smo sploh pozabili poudariti, kako pomembni so nefarmakološki pristopi. Tudi v mnogih slovenskih domovih imajo gospodinjske skupnosti, kjer imajo dnevne aktivnosti, kuhajo, pečejo, prepevajo, imajo živali, rišejo, razne stvari. No, tako da to se vedno bolj priporoča in študije so pokazale pozitivne rezultate. In tudi seveda doma lahko ljudje s svojimi bolniki z demenco kaj podobnega počnejo. No in za konec bi jaz dodala, v Arboretumu Volčji Potok smo pripravili prav eno pot za spomin, na katero lahko pridejo osebe z demenco v spremstvu svojih spremljevalcev, oskrbovalcev in dejansko po varni poti peljemo po naravi in jim omogočamo, da tam doživijo tudi kaj lepega, vsi skupaj. Dragi gostje, najlepša hvala za vašo udeležbo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa se poslavljamo od vas v upanju, da boste kakšen pameten nasvet vzeli v svoje življenje in ga tudi živeli, o prijaznosti, prijazni komunikaciji, morda. Do prihodnjič, nasvidenje.